Tako v naslednjih minutah pa še o literarno-glasbenem projektu, ki sta ga zakrivila moja gosta. Lep pozdrav Mojci in pa Petru Andreju. Tole je tale projekt, ki na začetku verjetno sploh ni bil mišljen, da bo išel v knjigi, torej v tiskani in v digitalni obliki. Mojca, kako se je vse skupaj začelo? Kako so nastale tele pesmi, ki jih prinaša projekt? Ja, res je, v bistvu ni bilo mišljeno takšen izdelek, kot je zdaj nastal. Pesmi so nastajale čisto spontano. Jaz sem začela pisati in te pesmi tudi na nek način želela posredovati otrokom in imam to srečo, da sem v šoli, v službi, na osnovni šoli Prežihovega Voranca v Mariboru in sem pač kolegico prosila, ki je učila takrat v 3. razredu, da bi morda to kakšno pesem prebrala v razredu, da vidim, kakšen odziv bi otroci pač pokazali, ne. In seveda je to sprejela, vodstvo šole mi je to odobrilo in sva na nek način ustvarili spontano takšen projekt medpredmetnega povezovanja, kjer sva pač otrokom, jaz sem hodila v ta razred, otrokom brala pesmi, potem smo se pogovarjali o teh pesmih in oni so tudi ob teh pesmih delali ilustracije. In te so v knjigi? In te ilustracije so v knjigi, tako. Kako pa je potem prišlo do tega, da je Peter Andrej rekel, bi pa bilo dobro glasbo narediti za tele pesmi? Ja, po mailu mi je Mojca poslala Račka, pa rekla, kaj se ti zdi? In jaz ono preberem, takoj me je ritem nagovoril, pa še taka humorna nota, ki je tudi, vidim, se prešvercala v vse njene pesmi. In to je bilo dobesedno tako, v 5 minutah sem slišal celo glasbo od tega komada in pošljem potem nek posnetek njej nazaj, pa je rekla super. In potem to tako presenečenje iz tedna v teden je nekaj novega nastajalo. Tako da izbor je bil bolj kot ne naključen, zato ker nisem imel celote še na začetku v rokah. Ampak mislim, zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da so v bistvu vseeno to ene take ključne točke pesniške zbirke so zajete pa na tem CD-ju. Rastem do tebe nosi naslov, sama pesniška zbirka in potem se zaključi tudi, to je tudi naslov uvodne pesmice, na koncu res rastem do tebe. Kako so otroci dojemali, sprejemali pesmice? Je tudi kakšen didaktični vidik same zbirke? Ja, vsekakor. V bistvu namen je bil tudi ta, ko sem jaz šla v ta 3. razred, otroci so me poznali kot učiteljica slovenščine in ko sem jim predstavila svojo pesem, sem jim na ta način tudi približala poezijo, ne. In ob tem na nek način so potem še slišali glasbo in se jim je zdelo zabavno. Tako da tudi, ko smo imeli en kulturni dan, delavnice z njimi, so mi potem naslednje dni otroci nosili svoje pesmi, tako da jaz mislim, ja, da se jih je dotaknilo in da so tudi skozi te pesmi zrasli. Dojemamo torej drugače, če bere sam avtor pesmi svojo pesem otrokom? Ja, vsekakor. Tudi drugače je, zato ker na nek način, ko jih vprašam, no, kako se vam je zdelo, kaj ste občutili, ne, njim je bilo najbolj všeč to, da vse, kar so povedali, je bilo prav, ne, pa morda sem se še jaz zamislila, wow, ne, kako so oni videli stvar. In ob tem so se zabavali, ne. Jaz mislim, da je to v prvi vrsti pomembno, da so se ob tem zabavali in nekaj naučili in zagotovo zapomnili. Pesmi so doživeli tudi nekaj popravkov, vendarle otroci 9. razreda ne razumejo čisto vsega. Ja, včasih se je zgodilo, da kakšna beseda jih je zmotila ali pa, ne vem, mogoče pomensko jim ni pasala, zato sem seveda, to je bil moj namen tudi, ko sem šla v ta razred, da sem potem pesmi so še kar se spreminjale, prve verzije so šle k njim in na osnovi tega sem potem pesmi malo spreminjala, tudi kaj ven vrgla, kaj dodala. Peter Andrej, običajno ste navajeni, če tako rečemo, uglasbiti kaj resnega. Da poezija, ki je morda namenjena za otroke, ni tako zelo resna, ampak vendarle je verjetno nekoliko drugače. Ali pač? Pač. Je drugačna, ampak po svojem v bistvu je pa zelo resna stvar. Namreč danes, ko mislimo, da se da vse z dobro plačo kupiti, potem ugotovimo, da je odnos ali pa zdravje tisto, česar si ne moremo kupiti. Mislim, da ta pesniška zbirka ima par kvalitet, ima eno tako odkrito toplino,
in v bistvu ima odnos jaz ti, rastem do tebe. Ne? Imaš že v tem naslovu zajeto to, da ti hočeš do drugega in poudarja skozi vse pesmi neko ta razvoj odnosa. Verjetno pa tudi otroci drugače sprejemajo in dojemajo glasbo kot pa odrasli, ko ne rečemo vedno, če nas kaj zmoti, otroci pač. Ja, včeraj so jo zelo dobro sprejemali, ker je bila predstavitev na šoli in je cela šola začela peti Račka. Jo ne morejo poznati, nekateri jo malo poznajo, ampak to je dober pokazatelj, kot je Mojca prej rekla, otroci vedno pokažejo, te takoj dajo na tehnico. Ne? Pritegne. Ja. Pritegne. Tako, hvala lepa, uspešno pri delu še naprej, še na kakšno pesniško zbirko, konec koncev, če so zadovoljni otroci, je vsem skupaj lepše. Hvala lepa. Hvala.